Živjo, moje ime je Tina, ura je 18, danes v oddaji Infodrom. Takole se je pred 7 leti, natančneje 15. oktobra 2012 ob 18. začel prvi Infodrom. V oddaji so mladi spoznali 16-letno Anjo, plesalce iz skupine Go Breakers, seznanili so se s krizo v Grčiji in videli tole. Infodrom bo za vas iskal zanimive zgodbe, razlagal ozadja dnevnih dogodkov in za mnenje vprašal tudi vas. V dnevniku za starejše ponavadi je več takih besed ali pa tem tako prilagojenih, pač, da jih mlajši ne razumemo tako dobro in bi bilo fajn, če bi pač tudi tako enega naredili, da bi mi pač se sporazumeli. Ja, neki spomini so, mislim, da smo bili ustavljeni na poti iz šole ali pa nekaj takega, da ste nas vprašali glede novic, glede tega, kako imamo dostop do novic mlajši, kako starejši in naše mnenje o tem. Vse skozi je ena izmed bolj priljubljenih rubrik Otroški poročevalec. Ogledali ste si že več kot 180 intervjujev, ki so jih za vas pripravili mladi novinarji. Nekateri pa so srečali tudi svoje vzornike, tudi športne. Živjo, sem Tjaž in po televiziji redno spremljam podvige Tine Maze, ki v tem je stadionu. O Marija, kakšen sem bil. Ja. Moram reči, da je toliko let nazaj je bilo že in se zelo spomnim še vedno točno, kaj smo delali, kako smo govorili, kako je potekalo snemanje in bi ponovil še enkrat. V razlagalnih prispevkih se je Infodrom lotil že številnih tem. Od tega, zakaj se zaljubimo, pa do tega, zakaj nastajajo konflikti po svetu. Naši možički so se skozi leta spreminjali, a rubrika Podrobno pod lupo še vedno ostaja tista, ki jo učitelji največkrat uporabijo v šoli, ko vam razlagajo snov. Ni pa edina. Ker se pač isto naučimo, včasih celo več, pa da se tudi mi med tem zabavamo in smo bolj skoncentrirani in se več naučimo, da zdaj nam sam učitelj razlaga ne vsem dolg čas. Kakšno snov ne razumem, da si pogledam med tem, ko delam seminarske ali pa referate. Mi ga je zelo fajn gledati, pa ker mi daje pozitivno voljo. Ne bi dala druge domače naloge v petek kot to, da si ogledajo Infodrom, ker tam se marsikaj skriva aktualnega za njih, kar je povezano z učno snovjo, pa tudi z razvedrilom. Veliko bolj zanimivo gledati, kot pa ostale stvari, kaj te noč ne naučijo iz tega. Pa tudi ura se vam skrajša. Učitelji in vodje različnih izobraževanj Infodromove prispevke najraje poiščejo na YouTube kanalu. Dostopni pa so tudi na MMC-jevem predvajalniku 4D. Vi pa zelo radi Infodrom spremljate tudi prek družbenih omrežij, kot so Instagram, Snapchat in Facebook. Skratka, Infodrom gre tja, kamor greste vi. In zdaj bomo vsi skupaj skočili še v preteklost med prvih 5 obrazov, ki so vodili Infodrom. Ker smo s Tino še vedno z vami, bova besedo prepustili Nejcu, Janu in Leji. Naprimer, učitelji. Na naših glavnih zahtev je, naj se višina RTV prispevka poveča za 60 centov. Tako si. V ponedeljek ob 18. bo z vami Tina, vi pa vse veste, Infodrom. Se mi zdi, da smo se imeli fajn in da je bila predvsem ena mladostna in močna energija. Vsekakor mi je bilo všeč, da smo bili pionirji na eni stopnji, da smo začenjali popolnoma neko novo stvar. Bila sem ful navdušena, ko sem zvedela, da bom bila sodelovala pri njenem ustvarjanju in moram reči, da jo zelo, zelo pogrešam. In ne pozabite, Infodrom drvi naprej.